Drugi izziv, ki ga imamo kot izobraževalci, je to, da v resnici, ko prodajamo, to se pravi kot izobraževalci, prodajalci, je to, da v bistvu ljudje na eni strani, da je razlika med tem, kaj ljudje mislijo, da potrebujejo, oziroma kaj je tisto, kar si želijo, in to, kar mi kot strokovnjaki vemo, da potrebujejo. Tipičen primer, recimo, jaz si mogoče želim shujšati, to se pravi, si predstavljam, potrebujem, ne vem, neke rigorozne jedilnike, potrebujem ono, tretje, oziroma si to želim, zato ker pač sem prepričana iz tega, kar jaz trenutno vem, se mi zdi, da je to, kar potrebujem. V resnici pa nekdo, ki je strokovnjak, bo vedel, da so v ozadju teh stvari tudi še, bom rekla, mogoče neke psihološke zadeve, mogoče neki neurejeni vzorci spanja, neurejeni vzorci ne vem česarkoli že, skratka, da so v ozadju stvari, ki jih naše stranke ne vejo, da ne vejo. Skratka, naše potencialne stranke ne vejo, česa ne vejo, in mislijo, da ne potrebujejo morda naše rešitve. Tako da to je, bom rekla, ena tipična situacija, ki, jo nekako moramo nasloviti, ko, bom rekla, pripravljamo vsebine, da moramo pravzaprav osveščati o tem, kaj je v ozadju. Mogoče tudi naše rešitve ne iščejo ravno zaradi tega, ker ne vejo, kaj je v ozadju. Tako da jaz velikokrat poudarjam to, dajmo se osredotočiti na tiste stvari, na ozaveščanje, na osveščanje, na to, česar ljudje morda še ne vejo, da ne vejo, ne samo na tiste stvari, za katere vejo. Vem, ja, sem že parkrat dala, tudi to varianto, to se pravi, zakaj ljudje palijo oziroma zakaj jih pritegnejo vsebine, kjer delimo neke trike, nasvete in tako naprej, ker so to vsebine, ki jih ljudje poznajo. To se pravi, ker je to tisti aspekt, ki ga poznajo. Ne poznajo pa ozadja, tako da se moramo v bistvu, ko podajamo te naše, vsebine, če želimo tega našega asa, bom rekla, skomunicirati, je to, se pravi, pomembno, da znamo skomunicirati tudi to ozadje, tistega, česar oni še ne vejo, da ne vejo.